En lep pozdrav v novem soočenju SBC-ja Kluba slovenskih podjetnikov. Kot ste tega verjetno zdaj pred evropskimi volitvami že vajeni, se vsakič dotaknemo ene določene teme. Evropska unija je namreč izjemno kompleksna zadeva. To je skupek držav, kjer politike še zdaleč niso enotne. Je pa nekaj. Evropska unija je v tekmi, svetovni tekmi in tukaj zadnje čase izgublja, tako proti Kitajski kot proti Združenim državam Amerike. Pa lahko bi se ozrli še kam na jug našega planeta. Ampak za danes smo si izbrali bolj lahko temo, če temu seveda lahko tako rečemo, in sicer Evropska unija, nekje med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. En lep pozdrav vsem prisotnim tukaj v studiu. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, morda je najbolje, da začnemo kar z najbolj aktualno novico. To je, da je vlada pred nekaj urami poslala v državni zbor torej predlog za priznanje Palestine. Zdi se mi, da je tudi to tema, ki Evropsko unijo kar precej deli. Pa bi morda začel pri vas, ker ste član te aktualne vlade. Ne moremo se znebiti občutka, da je o tej priznanju Palestine govora že zelo dolgo, pa da ste vendarle pohiteli, da se je to zgodilo pred volitvami, po drugi strani pa zamudili, da niste bili skupaj z državami, s katerimi ste se pogovarjali, da bi bili in bi bil ta učinek res večji, kot je takrat govoril predsednik vlade Robert Golob, torej z Irci, Norvežani in Španci. No, še vedno smo v najnaprednejši skupini progresivnih evropskih držav, ki so se odločile za ta korak. Ta korak je pomemben zato, ker na terenu vzpostavlja enakost dveh držav. Hkrati pa je gotovo čas in zamik bil investiran v to, da se zgradi še širša evropska koalicija za ta korak, zato da se Evropa, kolikor je to mogoče, seveda na tem vprašanju čim bolj poenoti. Je pa tudi v kontekstu globalnih ali ali mnogo bojev, seveda ta korak pomemben. Izkazuje eno voljo skupine evropskih držav, da samostojno določa svojo zunanjo politiko v konfliktu, ki je že zdavnaj presegel sprejemljiv, sorazmeren odziv Izraela na nesprejemljiv teroristični napad. In zato je potrebno za tem korakom okrepiti tudi mednarodno legitimiteto Palestine, zato da se na ta način utirja pot do rešitve dveh. Gospod Grošelj, vi ste aktualni evropski poslanec, obramboslovec, človek, ki je že dalj časa povezan z mednarodnim dogajanjem, kot profesor, tudi zdaj kot poslanec. Ali bo dejansko priznanje Palestine strani Slovenije v Gazi, pa na Zahodnem bregu, res kaj spremenilo, glede na to, da se Izrael pravzaprav ne ozira prav na nobeno, ne kritiko, ne tožbo, še svoje največje zaveznike Američani posluša zelo redko zadnje čase? Zdaj, če čisto človeško povem, žal ne. To priznanje ne bo imelo, bom rekel, jutri za tega ne bo v Gazi nastal mir. Zdaj, tisto, kar je tukaj v tej zgodbi moteče, je to, da je v bistvu slovenska vlada v tem primeru zamudila res dobro priložnost, da bi pridružila trem državam, ki so bile že omenjene, te imajo močno simbolno in tudi aktivno vlogo v bližnjevzhodnem procesu, mirovnem procesu. Zdaj, jaz se malce čudim, kako bo vlada zdaj, ko bo pač priznanje se zgodilo dobrih 7 dni ali nekaj dni kasneje kot ta trojka, kako bo izpolnila te ambicije, ki so bile danes napovedane na neki mirovni konferenci. Vem, da se mirovna konferenca pripravlja, vem, da te 3 države tukaj aktivno delujeta, ki so bile že omenjene, se pravi Irska, posebej Norveška in pa tudi Španija. Zdaj ne vem, kako bomo uspeli se priključiti tej skupini ali kaj bomo naredili, bo to neka nova julijska skupina, o kateri se govori, čeprav jaz moram priznati, da o njej ne vem nič v evropskem prostoru. Tisto, kar je zdaj tukaj ključno, je kako naprej. Zdaj, jaz bi si želel, da se Evropska unija okoli tega vprašanja poenoti, ne toliko okoli vprašanja samega priznanja. Jaz mislim, da je ključno vprašanje pravzaprav, kako doseči prekinitev ognja, da se končajo vojaške operacije v sami Gazi. Mislim, da je to prioriteta, tudi mednarodne organizacije, na čelu z Združenimi narodi to izpostavljajo. Tukaj jaz mislim, da Slovenija zdaj ima priložnost, če bo uspela se vzpostaviti v bok tem 3 državam, da začne ta proces poenotanja Evropske unije in jaz mislim, da tu bi se lahko poenotili. Zdaj vemo, da 2 državi sta v bistvu ključna težava, to je Nemčija in pa Češka.
Ampak mislim, da to bi bilo možno, da to bi bil lahko neki izziv za slovensko diplomacijo, da tukaj vzpostavi neko skupno izhodišče, da pridemo do prekinitve ognja, izpustitve talcev, potem pa seveda humanitarna pomoč, Hamas mora odigrati svoj del in pa jaz tukaj veliko upanja polagam v notranje politične procese v samem Izraelu. Tukaj izraelska opozicija že aktivno deluje in predlaga neko alternativno vlado Netanjahovi vladi. Mislim, da tudi ta proces bi lahko privedel do tega, da se ta vojna konča, ker sicer, glede na napovedi, ki jih je dal prav predsednik vlade Netanjahu, govori o vojni še nekaj let, vsekakor do konca leta, mislim, da pa to za mednarodno skupnost in za Evropsko unijo absolutno nesprejemljivo. Katja Berg-Bevc, v Novi Sloveniji boste zdaj seveda pred odločitvijo, ali biti, če bi vzel izjave iz vladajoče koalicije, na pravi strani zgodovine ali pa na napačni, kakšno stran boste vi izbrali, ko bo Državni zbor glasoval o priznanju Palestine kot svobodne države? Zdaj, priznanje Palestine praktično čez noč je žal samo predvolilna poteza. Namesto, da bi se ukvarjali s tem, kako zagotoviti nek trajni mir na tem območju, se pravi med Palestino in Izraelom, se zdaj samo pogovarjamo o tem, kjer dan bi priznali Palestino. V nas mislimo, da je to napačen pristop, sploh glede na to, da smo nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov in imamo kot take pač večjo težo. Zato bi lahko tam vodili z nekim zgledom, kako spodbujati rešitev. Naprimer, da se pošljejo modre čelade, s pomočjo katerih se potem lažje tam zagotavlja mir. Ker mislim, da vsem nam je v interesu to, predvsem to, da se nehajo prizori pobijanja, da se vzpostavi mir in da se potem lahko tudi trajno pogovarjamo o tem, kako dve državi sobivata. Zdaj, samo s priznanjem tega ne bomo dosegli. Omenili ste modre čelade, midva sva verjetno bolj mlade, še pa se spomniva modrih čelad v Srebrenici, kjer šele zdaj, leta po genocidu, govorimo o priznanju genocida v Združenih narodih in to še vedno dviguje veliko prahu. Vemo pa tudi, kakšno vlogo so odigrali Združeni narodi, pa tudi modre čelade tam. Rekli ste, da se zdaj hiti. Ko sem gledal kronologijo priznanja Palestine v Sloveniji, je izjemno dolga. Leta 2018, na primer, je Borut Pahor dejal, da je pa še malce prezgodaj, da razmere za priznanje vendarle niso dobre, pa se res hiti. A veste, da je Palestino priznalo 144 članic od 194 Združenih narodov. 7 milijard ljudi živi v državah, ki je Palestino priznalo. Ja, ampak se je zgodilo kaj boljšega, zato ker je toliko držav priznalo Palestino? Najprej, sploh zato, da lahko država funkcionira, se pravi, da se jo prizna kot državo, rabi imeti svoje jasno ozemlje, nad katerim izvaja oblast in tudi neko reprezentativno, recimo, vlado oziroma demokratično izvoljene svoje predstavnike in tega Palestina žal nima. Moramo pa jim pomagati do tega, da pridejo do tega. Smo jim pomagali v zadnjih letih? Jaz mislim, da bi jih kot nestalna članica Združenih narodov lahko zdaj bolj dejansko, ker prej pa smo imeli zelo malo vzvodov. Gospod Bojan Potočnik, vi prihajate iz stranke Resnica. Kakšno je vaše stališče do priznanja Palestine? Torej, nedvomno je to dejanje, čeprav zapoznilo, ampak se ga pozdravlja, predvsem zaradi tega, da se nekako vzpostavijo pogoji, da se lahko tudi Palestina, palestinski narod brani na nek način. Zdaj dejansko obrambe nima. V primerjavi z Ukrajino se je zagotovilo ogromno orožja, vsega ogromno pomoči v milijardah, tukaj pa razen humanitarne pomoči ničesar in moralne podpore. Bojimo se, da bo prišlo do razplamtevanja tega ognja, kar se dogaja in se občuti v muslimanskem svetu in da bomo vsi imeli glede tega posledice, ne glede na to, a smo prezdali ali nismo. Če se to ne bo takoj končalo, mislim, da je zelo nepredvidljivo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zala Tomašič, nosilka liste SDS-a je dejala, da je priznanje Palestine pravzaprav velika neumnost, da ni to prava odločitev. Zakaj je to velika neumnost? Če govorimo o 144 državah sveta, Norvežani, Španci, Irci, vendarle niso kar nekatere države, pa naj tukaj naštejem, da so Palestino že pred leti priznali Kitajska, Rusija, Brazilija, 40 držav praktično, 50 ni tistih, ki so priznali Palestino.
Priznanje Palestine strani Slovenije ne bo spremenilo nič. Dokler se te dve državi, torej Palestina in Izrael, med sebojno ne priznata, ni smiselno priznavati Palestine. Bi pa še tukaj omenila, v Palestini najbolj jih terorizira ravno Hamas. To je teroristična organizacija, ki vlada Palestincem. In mi smo tudi v Evropski uniji je priznano, Evropska unija tretira Hamas kot teroristično organizacijo in to je problem. Ravno ta teroristična organizacija najbolj terorizira Palestince. Kot sem pa že omenila, dokler se pa ne reši med njima, dokler se te dve državi medsebojno ne priznata, dokler Hamas želi uničiti Izrael, ne more ostajati država, katere glavni cilj je uničenje druge države. To ne gre. Tudi če govorite, o koliko drugih državah je priznalo, dokler tukaj ni rešitve, priznanje Palestine strani Slovenije tudi ni smiselno. Je pa to tudi distrakcija. Mi imamo dejanske probleme, s katerimi bi se mogli zdaj ukvarjati. To, ali bo Slovenija priznala Palestino ali ne, nas odvrača od pomembnih tem, o katerih bi se mogli pogovarjati. Drži, ampak pogledajte, vi ste mlada, tako kot sam, svetovni splet že tedne prevevajo fotografije ubitih otrok prej iz Izraela, zdaj iz Gaze. Govoriva o 35.000 mrtvih, rekli ste, če se državi ne priznavata. Slovenija je priznala, naprimer, Kosovo, ki ima veliko manj držav za seboj, ki so ga priznale. Priznala ga je vlada Janeza Janše. Tudi takrat so rekli, da se ne mudi, mislim, da je bilo to 17. februarja, da ne bomo hiteli s priznanjem, potem smo pa 5. marca priznali Kosovo, se pravi, se je kar pohitelo. Pa Srbija ne priznava Kosova, ne? Ja, lejte, trenutna oblast v Palestini je teroristična organizacija. Tega ne moramo zanikati. Drugo je pa tudi, da je treba poudariti, kar večkrat pozabimo, Izrael je bil napaden strani Palestine. Izrael ni napadel tam. Izrael se je odzval v samoobrambi, ker je Hamas sprožil teroristični napad na Izrael. To je čisto drugačna situacija, ampak to je čisto drugačna situacija, ker velikrat potem ljudje tudi govorijo glede Rusije ali pa Ukrajine. Ukrajina je bila napadena strani Rusije, se je branila. Tukaj je bil Hamas, je napadel Izrael. Ampak kot sem pa rekla, jaz sem vsak dan na terenu in govorim z ljudmi in si želim, da bi se naša vlada ukvarjala s problemi, ki imajo upokojenci, podjetniki, da bi končno speljala plačno reformo. Namesto tega pa bojo danes mediji, pa tudi mi tukaj govorimo o priznanju Palestine. Že, ampak danes je naša tema vendarle Evropska unija med Kitajsko pa med Ameriko, o kmetijstvu pa vsem podjetništvu smo pa tudi v tem studiu veliko govorili. Želeli ste repliko, izvolite. Ja, zdaj, leta 1991, ko je Slovenija razglasila svojo samostojnost, smo si močno prizadevali za to, da hitro pridemo do mednarodnega priznanja naše samostojne države. Takrat nismo pričakovali, da bodo druge države, od evropskih zaveznic do drugih sil, najprej pričakovali, da nas recimo prizna najprej Srbija. Tudi v primeru Kosova, dober primer, je Slovenija se odločila za priznanje, kljub temu, da Srbija še danes oporeka suverenosti Kosova. Torej, ne postavljamo pogojev, ki smo jih tudi sami za prizadevanje za mednarodno priznanje naše države 30 let nazaj nismo uresničevali. Gospod Grošelj pa je opozoril na eno zelo pomembno dimenzijo in to je notranja dinamika tako v Izraelu kot v Palestini. Glejte, mi imamo v Gazi in ne v Palestini, Zahodni breg ima drugačno oblast kot Gaza, in v Izraelu seveda opraviti z skrajno obliko oblasti. Spomnimo, do terorističnega napada Hamasa v Izraelu je Izrael več mesecev bil v krču notranjih protestov zoper pravosodno reformo, namenjenemu temu, da se premijer Netanjahu izogne obtožnici in torej izogne svoje odgovornosti za korupcijske škandale. In tudi sam bi si želel, da se tako dinamika v Gazi, na Zahodnem bregu in v Izraelu razvija tako, da se krepijo zmerne sile. V Izraelu imamo oblast, ki visi na nekaj glasovih večine v Knesetu in hkrati tudi mi vidimo Izrael kot zelo enovito državo. Ampak tudi Izrael je notranje razdeljena družba, ki jo je teroristični napad sicer povezal, vendar tudi mnogi Izraelci so ogorčeni
zaradi tega, kar se dogaja v Gazi, zaradi številnih civilnih žrtev, prvenstveno žensk in otrok. Če bomo sejali konflikte in vojno, bomo želi vojno. Če bomo glasniki miru, bomo želi in dosegli mir. In Slovenija mora v tem kontekstu skupaj z Evropo biti glasnik miru. Če me spomin ne vara, je Izrael bil pripravljen priznati Palestino večkrat, ampak Palestina zavrača priznanje Izraela. Želi popolnoma zradirati Izrael iz tega sveta, oziroma vsaj to želi Hamas. In dokler se tukaj ne reši problema, tudi priznanje Slovenije ne bo tega spremenilo. Že, ampak zgodovina Bližnjega vzhoda je dolga. Mene moram reči, da fascinira zgodovina Izraela. Jaz sem junija lani obiskal Izrael z prizadevanjem, da vzpostavimo boljše odnose z njihovim izjemno dobrim start-up ekosistemom, ki je Izrael v 30 letih spremenil v tako imenovani Startup Nation. Dejstvo je, da je bilo torej, ustanovitev države Izrael pravilno dejanje, da pa je to več desetletna, 70-letna zgodovina tega območja, ki je šla v teh 70 letih v škodo palestinskega ljudstva. In terjati moramo rešitev dveh držav in soobstoj in sobivanje teh dveh narodov. Gospod Grošelj, je dejstvo, da je Slovenija priznala Palestino v Gazi, pa res vlada Hamas problematično? Ali vendarle je treba pojasniti, da je Palestina tudi na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu? Se mi zdi, da se tukaj ves čas malce sprenevedamo, vendarle je v Gazi Hamas na oblasti, na Zahodnem bregu pa ne. Poglejte, na Zahodnem bregu imamo palestinske avtonomne oblasti, mi smo to priznali. Palestinska država je definirana z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1967. To je tukaj na tej točki Evropska unija enotna. Mi smo v Evropskem parlamentu to potrdili v resoluciji, da palestinska država obstaja v mejah iz leta 1967. Dejstvo seveda je, da je odločil prevladujoča politična sila in vojaška sila Hamas, ki ima glede odnosa do Izraela dvoumno politiko. Je že blizu signali, da bi priznal Izrael, pa potem ne bi. Torej, tisto, kar od Hamasa je potrebno, to je dvoje, da se odpove terorističnemu delovanju, da prizna pravico Izraela, da obstaja, torej trditi mora to, kar je PLO naredila pred samim mirovnim procesom, ki se je začel v Oslu. Zdaj to govoriti, zdaj 7. oktober, kot da pred 7. oktobrom ni obstajal svet, je pač narobe. Mi vemo, kaj se je dogajalo prej, tudi bili so že vojaški posegi v Gazo, na Zahodnem bregu, nelegalne naselbine, ki so po vsem mednarodnem pravu nelegalne, nezakonite strani Izraela. Tisto, kar je pomembno tukaj poudariti, je, da pravzaprav Netanjahu tukaj zdaj na tej nesrečni, tragični Gazi, na teh žrtvah pravzaprav bije svoj politični obstanek. Izrael kot tak pa je na neki prelomnici in sicer, kaj se je zgodilo 7. oktobra, in to treba slovenski javnosti mogoče povedati zelo jasno, zgodil se je polom te skrajno desne, skoraj religiozne političnih strank, ki so trdile, da lahko z vojaškimi sredstvi zagotavljajo Izraelu mir, in to je bil tisti največji polom, ki se je njim zgodil. S tem ne upravičujemo Hamasovega napada, ker je absolutno nesprejemljiv, obsojanja vreden in tukaj ni nobenega dvoma, da gre za terorizem. Ampak tisto, kar je pa zdaj tukaj, je pa dejstvo, da vojaške rešitve to vprašanje nima, ker če bi imelo, potem bi to že verjetno rešili, ne vem, leta 56 v Sinajski krizi, pa leta 67 v šestdnevni vojni, pa leta 73 v Jomkipurski vojni, pa leta 82 v Libanonski vojni in potem 2006 v Libanonski vojni. Torej lahko ponavljamo, nasilje, vojna tega problema ne bo rešila, se pravi, edina pot je tisto, kar se je začelo v Oslu in se je zaradi, tudi pa je treba biti kar zelo odkrit, tako izraelske strani, kot tudi palestinske strani, ki so držale malce figo v žepu, in pa seveda ne pozabimo, kaj se je zgodilo v Izraelu. Icak Rabin je bil ubit v atentatu in to je pravzaprav pomenilo smrt tega mirovnega procesa, ki pa je pravzaprav takrat prinesel regijo na res obdobje relativne stabilnosti. Katja Berg-Bevc, eno vprašanje. Slovenija je zdaj priznala torej Izrael, oziroma ga najverjetneje torej bo, ko potrdi to še parlament. Vemo, kako so se Izraelci odzvali na podobna priznanja v Španiji, na Irskem, pa tudi na Norveškem. Kakšno bo torej, kako boste v Novi Sloveniji odreagirali, ko bo Izrael, ne vem, odpoklical veleposlanika, ko bo zagrozil s sankcijami? Slovenija je vendarle samostojna država, članica Evropske unije in se lahko odloči po svoji volji. Ja, tukaj se bomo res postavili pač v nek zunanje politični položaj, ki pač bo
povzroči določene posledice. Zdaj, tukaj moram povedati, da NSI načeloma naši poslanci ne bodo nasprotovali. Priznanju je pa res, da pač, kot sem dejala, s priznanjem ne bomo rešili ničesar. Si bomo pa nakopali neke zunanje politične posledice in bomo videli, kam bo to vodilo potem. Sej jasno, da potem Izraelci ne bodo ravno zelo radi sodelovali z nami, pa vemo, da so za marsikatero, recimo gospodarsko panogo, sploh kakšne bolj visokotehnološke stvari, pomembni partnerji. Našel sem en odstavek, takole je bilo: predstavniki srbskih oblasti naj se v prihodnje vzdržijo dejanj in besed usmerjenih proti Republiki Sloveniji, njenim državljanom ter gospodarskim in drugim subjektom. Pisalo se je leto 2008, februar so bile pa to besede Valentina Hajdinjaka po seji vlade, ko je Slovenija napovedala, da bo priznala Kosovo. Zdi se mi, da je treba vendarle spomniti včasih na kakšen zgodovinski spomin, ko se isti politiki tudi nekaj let kasneje ali pa vsaj stranke oglašajo, pa vidimo, da imamo popolnoma drugačne poglede, morda samo zato, ker je Palestina daleč, ker nam je Izrael bliže? Ne, mislim, da gre za nekoliko različne situacije, ker sem že prej govorila, se pravi, država, da jo lahko priznamo, mora imeti oblast nad svojim ozemljem. In zdaj recimo pri Kosovu se to pomagalo zagotavljati in je bila vzpostavljena recimo oblast nad tem, tako da jaz tukaj vidim neko precejšno razliko. In tudi, kot je bilo že prej omenjen, se pravi, je bila neka želja recimo strani Kosova, da sobiva s Srbijo, z druge strani pač je ni bilo, ampak tukaj imamo pa se pravi glih obratno situacijo pri Palestini in Izraelu. Palestina nima želje sobivati, oziroma Hamas nima želje sobivati z Izraelom, medtem ko jo Izrael kot recimo močnejši v tej igri ima. Tako da mislim, da nista primerljivi situaciji. Gospod Bojan Potočnik, Mednarodno kazensko sodišče je, oziroma tožilec je razpisal, oziroma zaprosil za razpis tiralice zoper predsednika vlade Izraela, prav tako proti snovalcem terorističnega napada, ampak predtem pa tudi proti Putinu. Kakšno je stališče resnice torej do Mednarodnega kazenskega sodišča? Putin ne, Hamas oziroma Netanjahu da? Ja, v vsakem primeru, če je razpisano prijetje, aretacija dotičnih, potem naj se to izvede. Če bi prišli, ne vem, v Slovenijo, bi morali izvesti to glede na obveznosti, ki jih država v zvezi s tem ima. S tem pa si ne znam predstavljati posledic, če bi naprimer Netanjahuja aretirali tukaj v Sloveniji ali pa Putina, če bi slučajno šel, da bi ga prisilili, da bi pristal z letalom in ga potem aretirali. Kaj bi potem bilo, to si ne znam predstavljati, mislim pa, da nič kaj dobrega. Kaj pa kot Evropska unija, Slovenija je vendar del Evropske unije, Evropska unija pa je zavezana k spoštovanju prava, mednarodnega prava, če bi Netanjahu, Putin zagotovo ne bo, če pa bo Netanjahu pristal, ne vem, v Nemčiji, Evropska unija poskrbi za aretacijo? Ker tukaj je zdaj prišlo do določene zmešnjave. Mislim, da počasi se izgublja tista potrebna orientacija, ker razmere, v katerih se vse to dogaja, niso normalne. Ko sem prej rekel, da je nevarnost islamskega upora po svetu, to se dogaja. V Ameriki vemo, da so islamske frakcije zasedle univerze. Vemo, da je Švedska na robu državljanske vojne. Kaj se bo dogodilo v Nemčiji, v Avstriji in v vseh državah Evropske unije, koliko je Evropska unija na to pripravljena, tega podatka nimamo. Mislim pa, da in bojim se, da niso pripravljeni, nismo. In tudi tu se ne znam predstavljati, kakšne bi bile posledice. To so dejanja, ki so pravno podprta, legalna, vendar pa tako kot s priznanjem Palestine ne naredimo nič, rezultat ne vemo, kakšen bo. Izraelci bojo šli naprej in tudi ne verjamem, da bo prišlo do prekinitve diplomatskih odnosov s Slovenijo, tako kot ni prišlo do prekinitve odnosov diplomatskih z Rusijo. Mislim, da zadeva mora iti svojim tokom in da bo prišlo do nekega epiloga, ki pa glede na potek ne bo leč. No, ta zadeva, naprimer, če gledamo dogajanje v Gazi, to je vendarle največji zapor na svetu. Izrael je včeraj zavzel še zadnji del kopenske meje, tako da nadzoruje praktično čisto vse razen morja. Zato tudi, naprimer, ni nobenega Palestinca, begunca, ki bi prišel iz Gaze, ker ga seveda Izraelci ne spustijo. In
Zdaj bi prebral en del, glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu je na spletni strani sodišča in potem tudi v intervjuju za CNN povedal, ja, predlagal sem, da se izdajo tiralice zoper Netanjahuja, obrambnega ministra in 3 predstavnike Hamasa. Kako v SDS-u gledate na te tiralice, če bi Netanjahu na primer prišel na obisk k Janezu Janši in mu vrnil obisk, ki ga je Janez Janša opravil tam? Ja, jaz mislim, da tukaj, ko ste dali prej primer Putina, se je treba zavedati, kot sem prej rekla, da sta to 2 različni situaciji. Ampak mednarodno pravo je pa eno. Putin je sam napadel Ukrajino, tukaj pa ne smemo pozabiti, da je Hamas naredil teroristični napad v Izraelu. Kar se tiče mednarodnega prava, v Slovenski demokratski stranki spoštujemo mednarodno pravo, tukaj ni dvoma, ampak se je treba zavedati razliko v teh 2 situacijah in tukaj se strinjam s Katjo, ne moramo enačiti s tem, kar je bilo, ne s tem, kar se dogaja s Putinom, ki se je sam odločil v koraku v neodvisno državo, napadel Ukrajino ali pa s tem, ko se je Izrael odzval na napad. Bom pa tukaj poudarila, da seveda v vsaki vojni, ne glede na to, govorimo Ukrajina, Rusija, Gaza, kjerkoli druge, vedno so največje žrtve civilisti na koncu. In to na obeh straneh. Se vam zdi, da je odgovor izraelske vojske proporcionalen na to, kar se je zgodilo? Se vam zdi, da se v Gazi ne dogajajo vojni zločini? Jaz tukaj mislim, da se je treba zavedati, da tudi Hamas najbolj terorizira Palestince, da uporablja svoje ljudi za živi ščit, tako da tukaj vzemati stvari iz konteksta ne moremo. Treba je pogledati tudi, kaj se dogaja tam. Kot sem rekla, absolutno, pa tukaj mislim, da se pa lahko vsi strinjamo, je, da je Hamas teroristična organizacija in da dokler bo vladal, tudi samo na delu, pač to ne bo vodilo k miru na Bližnjem vzhodu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je dejal, da je bilo 30.000 mrtvih, to je seveda podatek, ki je že star, od 14.000 od tega je bilo teroristov, 16.000 civilistov, to je izjava Benjamina Netanjahuja. Zato bom še enkrat ponovil vprašanje. V vaših očeh, ker vaša kolegica strankarska je najprej odgovorila drugače, pa se, ne vem, potem popravila, češ, da tam ni vojnih zločinov, pa ne bom zdaj spraševal, ali je bil to ukaz iz stranke ali pa vendarle, ampak če pogledate fotografije, če pogledate to, kar se dogaja, se vam zdi, da je odgovor izraelske vojske na ljudstvo, ki je ujeto z bombami na dan, mislim, da jih je, našel sem podatek, ki je neverjeten, ampak mislim, da 550 bomb pade na dan v Gazo, kar je več kot v Ukrajini, naprimer. Je to proporcionalni odgovor izraelske vojske? Ne govoriva zdaj o Hamasu, dejstvo je, da je Hamas teroristična organizacija, zato vas sprašujem, ali se vam zdi, da je tudi glavni tožilec Mednarodnega haaškega sodišča oziroma kazenskega sodišča zamešal stvari? Kot sem rekla, v vsaki vojni vedno najbolj nasrkajo tisti, ki so najbolj nedolžni, in to so civilisti. In imamo žrtve na obeh stranih, tako na strani Palestincev kot na strani Izraelcev. Pri obeh najdemo ogromno žrtev in ljudje, ki niso imeli nič, ki jih niti ne zanima politika tukaj. Tako da, ampak kot sem že rekla, v vsakem primeru, dokler ima Hamas kakršnokoli oblast, ne bo miru na Bližnjem vzhodu in rešitev 2 držav bo možna samo, ko se te 2 državi tudi medsebojno priznata, in do zdaj je to zavirala ravno Palestina. Enako vprašanje bom postavil tudi Novi Sloveniji, ker je bil tudi vaš poslanec na obisku potem v kibucu, kjer se je zgodil teroristični napad. Bi šel zdaj na obisk predsedniku vlade Izraela, potem, ko je ta na tiralici? Se pravi, on je še vedno predsednik Izraela, tako da tukaj mislim, da moramo zdaj mi se pogovarjati o tem, kaj Slovenija, oziroma zakaj ne bi šel nekdo k njemu na obisk, če pač je še vedno predsednik, še vedno je tam in dokler imamo diplomatske relacije z Izraelom, je to po mojem neumestno vprašanje. Bi šel naprimer na obisk k Putinu? To bo morate njega vprašati. Prej ni šel. Tako da jaz mislim, da tudi zdaj ne bi šel, ker konec koncev Putin v tej vojni tudi napada v bistvu naše zahodne vrednote, za kere se je postavila Ukrajina in Putinu to ni bilo všeč, tako da jaz razumem tudi, da naš poslanec ne bi šel niti prej, niti zdaj k Putinu, ker še vedno pač dela vojno oziroma se gre vojno proti zahodnim našim vrednotam. Gremo k vam, ampak še prej vprašanje. Ali obstaja kakšna razlika, ko tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča
reče, da je nekdo osumljen, ne, seveda še ni kriv, saj še ni stekel postopek, pa treba je tudi priznati Amerika, Rusija, Izrael, tega sodišča tako ali tako ne priznavajo, ne, tako da je to v resnici bolj kot ne naša evropska stvar, kjer se naj bi borili za neke vrednote. Ali je tukaj kakšna razlika med Putinom, med predsednikom vlade Izraela in pa med Hamasovci, ko govorimo o tem, kaj so storili civilnemu prebivalstvu? Ne, mednarodno pravno je pač pravni status vseh teh naštetih enak. Se pravi, ni razlik med njimi. Ne? Ko bo za njih izdan mednarodni zaporni nalog, tako kot je bil izdan recimo za Putina in določene ljudi, je to isti status. Se pravi, države, ki so podpisnice tega sporazuma o mednarodnem kazenskem sodišču, so dolžne to potem izpolniti v skladu z mednarodnim pravom. To je mednarodno pravno. Zdaj politično, tu pa se pa jaz bojim, da vendarle bodo spet prišli v ospredje dvojni standardi. Verjamem pa, da tudi predsednik vlade Netanjahu, niti kdo drug iz tega seznama ne bo tvegal obiska v Evropo in da bojo pač ravni v diplomatskih odnosov sicer nižja. Jaz tudi ne pričakujem nekih izrazitih sankcij strani Izraela, ker Izrael vendarle se zaveda, da kljub vsej razklanosti Evropska unija pa vendarle ima neke elemente skupne zunanje in varnostne politike in da v tem trenutku Izrael čisto povsem pa le ne more ignorirati situacije v evropskem prostoru. No, zato tudi bilo mogoče boljše, kot sem prej rekel, da bi bili četverice, ne trojka plus ena. Ampak kakorkoli zdaj tam smo, kjer smo, jaz verjamem, da zdaj bodo nekatere, mogoče prišlo do nekega znižanja ravni diplomatskih odnosov, mogoče tudi kakšni odpoklici veleposlanikov, ampak kakorkoli tudi v primeru Srbije, ne, takrat je bilo pač veliko haloja, veliko vpitja, ampak na koncu so se zadeve pač med sebojno uredile. Tisto, kar je govoril o Kosovu, ne, tukaj je smela izjava, Kosovo je vendarle bil v tistem trenutku, kakorkoli že, neke vrste mednarodni protektorat, ne pozabimo, tudi slovenski vojaki so na Kosovo, ne, dol je KFOR, ki zagotavlja vojaško varnost, torej pravzaprav nadzora nad ozemljem. Kosovske oblasti, če smo zelo formalni, ne, nimajo, ga vzpostavljajo za pomočjo KFOR-ja oziroma mednarodnih sil. Mogoče bi to bil nek model, zato tudi mi poudarjam jaz vedno, da je treba prekinitev ognja in začetek tega procesa, potem bolj kot modre čelade, jaz mislim, da bi bila boljša rešitev verjetno za palestinska ozemlja nek mednarodni, nek podoben aranžma, kjer bi potem mednarodna skupnost pomagala vzpostaviti in infrastrukturo, šolstvo, strukture oblasti, ker dejansko zdaj imamo tam vse zrušeno in taka država tudi praktično ne more preživeti. Če bi tudi zdaj nastala, pa če bi se vsi strinjali, da nastane. In mislim, da je to neka pot, o kateri bo treba razmišljati. Tudi to je, kar se ta ideja se tudi zdaj že kroži v Izraelu, predvsem in izraelsko opozicijo. In jaz verjamem, da z malo poguma, malo sreče, pa diplomatske spretnosti bi lahko našli neko to rešitev, ki bo sicer klasična diplomatska, ne bo prinesla veliko všečkov, ampak bo pa prinesla verjetno, neverjetno, upam, da bo prinesla mir v regiji, v Palestini in pa da bo potem začela ta proces, da res da nastaneta dve suvereni državi na tem območju. Preden gremo na Ukrajino, še zadnje vprašanje, seveda še za da zaključimo ta krog še vam, gospod Frangeš. Zdi se, da mladi, ko so jih vprašali, kaj si želijo v Evropski uniji, kakšno Evropsko unijo si želijo, na prvo ali pa med prva 3 mesta poudarjajo tudi mir in vse več mladih se vendarle zaveda, da so grozote v Gazi nekaj, česar ne želijo imeti na svoji duši. 35.000 mrtvih je toliko, da si lažje predstavljamo kot naprimer v Celju ali pa ne vem, v Kranju oziroma več, pa da ne govorimo o pogrešanih. Tukaj bi vendarle še dodal, ker se mi zdi, da tako radi pozabimo. Uničene je več kot 60% civilne infrastrukture, bolnišnice ne delujejo, tam, ko se rodijo otroci, pa naj bo Hamas ali pa ne Hamasa, jih nimajo kam peljati. Sam sem oče 2 hčerk, pa si tega ne predstavljam. Sam sem vojno videl le v zaklonišču. Daleč stran je to od Evrope, pa vendarle te fotografije prihajajo. Jih je pa vse manj, ker je naprimer Izrael ubil v vseh teh napadih tudi več kot 100 novinarjev, kar je nepredstavljivo in česa takega v moderni dobi vojskovanja vendarle nismo videli. In moje vprašanje seveda še na koncu. Videli smo torej, kaj se je zgodilo na mednarodnem kazenskem sodišču. Evropske države, zdaj 4, so se odločile, da bodo Palestino priznale. 144 držav sveta je to že storilo, 7 milijard ljudi združujejo to, pa vendarle se morija nadaljuje. Ali Evropska unija kot neka velika sila, za kar se seveda imamo, res nima nobenega instrumenta, da pritisne na Izrael in da končajo morijo in na Hamas in da predajo talce? Najprej, jaz mislim, da je pomembno, da je mir vrhovna vrednota.
žal so morali v bližino Evrope ponovno priti vojne, zato da se je zavedanje o pomenu miru ponovno okrepilo. In jaz sem tega podatka vesel. Evropska unija je nesporno dosežek ravno zaradi tega, ker zagotavlja dolgo obdobje miru v Evropi in to bi rekel, da je njen poglavitni cilj in hkrati njen poglavitni rezultat. Drugič, odločitve Mednarodnega kazenskega sodišča so za nas zavezujoče. Glede na veliko večino držav, ki so se odločile za podporo ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča, spomnimo, to je bilo v 90-ih letih, tudi kot odgovor na vse to, kar smo gledali na tleh nekdanje Jugoslavije, kot na nek način nadaljevanje Mednarodnega kazenskega sodišča za zločine na območju nekdanje Jugoslavije po nizu krvavih afriških vojn, kot je bila recimo Ruanda. In jaz mislim, da je v tem pogledu bila ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča pomemben civilizacijski in mednarodnopravni ter politični dosežek. Jaz bi se celo vprašal, ali je glede na veliko večino držav, ki so to podprli, to že del običajnega mednarodnega prava. Torej, ali lahko štejemo, da se njegova pristojnost razseza tudi na tiste države, ki tega sodišča žal še vedno ne priznavajo. Tretjič, kaj lahko Evropska unija stori? Meni je skrajno mučno, da se v letu 2024, ko smo soočeni z tolikimi globalnimi izzivi, ki bi terjali, da človeštvo spet stopi skupaj, da se današnje generacije, vključno z mladimi generacijami, tudi danes so v tem studiu, soočajo z temi grozotami, srdito globalno tekmo in obsojanja vrednjo stopnjo mednarodnega nesodelovanja. Pred nami so podnebne spremembe, te so dejstvo. Prinesle bojo uničujoče posledice za celo vrsto živalskih in rastlinskih vrst, poslabšale kakovost našega življenja v Afriki, v Aziji in tukaj v Evropi. Imamo toliko izzivov, ki res kličejo po temu, da človeštvo v letu 2024 in v prihodnjih desetletjih okrepljeno sodeluje. Gledamo pa razpad, popolno dekadenco mednarodnega reda, multilateralne ureditve sveta in načel, na katerih smo 70 let in več nazaj zgradili Organizacijo združenih narodov. Istih načel in vrednot, ki so gradile sodobno Evropo. Kaj moramo narediti? Povedati, da je vojna nesprejemljiva. Da je nesprejemljivo, da se ponovno celine, civilizacije, regije zapirajo same vase in povsod, in to bi moralo biti naloga Evropske unije, kot gotovo vendarle najprogresivnejšega dela sveta, zagovarjati načela miru, mirnega reševanja sporov in nesprejemljivosti nasilja in vojne povsod po svetu. Ja, za zaključek tega prvega dela o Gazi, ker je ravno danes seveda to aktualna tema, ko je Rusija napadla civilne objekte v Ukrajini, je Ursula von der Leyen napisala na Twitterju, da je to vojni zločin. Ko to počne Izrael, se evropska komisarka oziroma predsednica ni oglasila in to je tisto, kar se mi zdi, da imamo v Evropi velik problem, ker ves čas delamo razlike. Pa gremo zdaj na Rusijo, morda ena zanimivost. Operativci, ki jih je koordiniral iz Slovenije izgnani Sergej Lemešov, so se med drugim sešli tudi z dvema kandidatoma stranke Resnica. Eden od njih ste tudi vi. To je človek, ki je v Sloveniji poskrbel, da smo imeli tudi kar nekaj kibernetskih napadov na naše ustanove, banke, kritično infrastrukturo. Skratka, človek, ki je naj bi pri nas koordiniral te napade. Težko je torej reči, da ste pa vi človek, ki boste zastopali slovenske interese v Bruslju ali pa v Evropski uniji, ko pa ste vendarle sodelovali s tem človekom. Torej, kar se tega Lemeševa tiče kot namestnika vojaškega oziroma obrambnega atašeja Ruske federacije v Sloveniji, je v tem, da sem se jaz z njemu srečal 3-krat in nazadnje na pogrebu polkovnika Janeza Čerina v Borovnici, kjer je edini, glede na to, da je ta polkovnik bil odgovoren za mednarodno sodelovanje v generalštabu oziroma ministrstvu za obrambo, in je s temi ljudmi tudi sodeloval in se je poklonil njegovemu spominu za ikebano, edini od teh atašejev, ki je prišel.
No in to štejem zelo za pomemben akt pietete. In na tem slovesu prvič sem bil šokiran, ko sem videl, zakaj vse se ga obtožuje. In glavna obtožba ni bila kibernetski napad in to tudi ni dokazano, da je Rusija izvajala kibernetski napad na naše kakršnekoli infrastrukturne sisteme. Oni so jih tudi napovedali, ne? Ja, napovedali so jih in naprimer jih izvajajo, so tudi ugasnili satelit Skynet za 5 ur v Baltiškem predelu in te zmožnosti imajo. Ampak Slovenija za njih še zdaleč ni tako zanimiva država, da bi jih nam prvi šli elektrosistem izklapljati ali pa te zadeve in tudi ta ataše se s tem ni ukvarjal. No, ampak vi ste vendarle strokovnjak, vas poznam, dolga leta sva tudi v kakšni stvari klepetala, vem, da niste laik, ne, če je nekdo namestnik, kot je bil gospod Lemešov, potem verjetno veste, kaj je počel na veleposlaništvu. Vem, on je, vsak diplomatski predstavnik je špion, je vohun in zbira podatke za svojo državo. Tako kot sem jih jaz zbiral za Slovenijo, ko sem bil 7 let na Mađarskem, pa v Ukrajini in v Bolgariji, so zdaj nedavno objavili podatke, da je velika koncentracija ruskih diplomatov v Švici in da je vsak tretji vohun. Ja, vsi so vohuni. Tukaj ni nobene razlike, oni so zato na dolžnosti zunaj. Tako kot Amerikanci, ko pošljajo svoje agente CIA, to so špioni, to so vohuni. No, zdaj pa moje podvprašanje, če bi bili, na primer, vi izvoljeni ali pa če bo izvoljen nekdo iz vaše stranke, ali nas more potem upravičeno skrbeti, da bo kdo iz vaše stranke se malce preveč dobival z ruskimi vohuni in jim razkrival državne skrivnosti ali pa načrte Evropske unije. Vendarle govorimo o Kitajski, Ameriki, Rusiji in Evropsko unijo vmes. In vemo, v Evropi imamo velike težave prav s tem vplivom Rusov pred evropskimi volitvami. Rusi vemo, da imajo dobro razvito mrežo, vohunsko mrežo po celem svetu in da lahko naredijo marsikaj, kar se tega tiče. Vendar pa Ruska federacija ima z nami sklenjene diplomatske odnose. Slovenija je izrekla dobrodošlico, ko je sprejela akreditive za veleposlanika. In kljub temu, da je 33 diplomatov bilo odslovljenih iz Slovenije v času vlade Janeza Janše, zdaj so tukaj ostali 3 oziroma 4, 3 so zdaj, ko še Lemeševa ni, ti ljudje opravljajo svoje delo tudi za nas. V tem smislu, da slovenska podjetja lahko v Rusijo normalno funkcionirajo, da ljudje, naši Slovenci potujejo in upravljajo se svojo lastnino. Tako Krka, 230 teh podjetij slovenskih v Rusiji je in to ni zanemarljivo. Lahko bi prekinili, lahko bi takoj ustavili. Vendar diplomatske odnose imamo in dokler jih imamo, ko bojo prekinjeni, bojo pa prekinjeni in potem konc. In zaradi tega jaz štejem popolnoma nič me za slabo vest ali pa karkoli, če sem se udeležil tega srečanja, da sem saj malo ublažil bolečino te note, ki jo je dobil persona non grata. Jaz sem vprašal mojega kolega, mojega mentorja, generala Laszla Boca na Mađarskem, ker je bil 12 let načelnik vojaške obveščevalne službe v Budimpešti in sem ga vprašal, koliko je bilo teh izgonov. Niti eden ni bil. Tako da tu smo posegli po najhujšem ukrepu in smo dali tudi zelo kratek čas, ker človeku se je en otrok rodil v Sloveniji, ima 2 majhna otroka in je moral v tednu dni spakirati in oditi. Tako da tukaj je šlo čisto za eno kolegijalno spoštovanje človeka, ki je opravljal svoje delo in ki odhaja domov. Hvala. Mađarsko je kolega omenil. Mađarska je tista država v Evropski uniji, ki naprimer nasprotuje, da bi Evropska unija dala Ukrajini še več denarja. Je pa mađarski predsednik, tudi predsednik vlade, tudi predsednik vlade, ki ima najtesnejše stike z našim nekdanjim predsednikom vlade in pa vašim predsednikom stranke. Kako SDS gleda na to, da Evropa vendarle ni popolnoma enotna, ko gre za podporo Ukrajini in da je ta neenotnost ravno pri sosedih, pri Mađarih? Glejte, v SDS-u smo od začetka na polno podpirali Ukrajino, podpirali jo bomo še naprej, tukaj ni nobenega dvoma. Tudi naš predsednik, takrat je bil tudi predsednik vlade, je bil eden prvih, ki je obiskal Kijev. In ne glede na to, koliko časa preteče, bomo Ukrajino podpirali naprej v tem njenem boju za demokracijo, pa tudi naše vrednote. Kar se tiče Evropske unije, to je skupnost suverenih držav, seveda lahko pride do odstopanja. Vsaka država članica mora se boriti za svoje nacionalne interese
interese. Jaz tudi mislim, da se moramo tudi mi Slovenci večkrat postaviti za svoje nacionalne interese v Bruslju, da moramo biti glasnejši. Tako da jaz mislim, da tukaj, če se kdaj kdo ne strinja z ničemer, v Evropi nimamo diktature, je to samo znak demokracije. Kot omenjeno, to pa niso Združene države Evrope, ampak je Evropska unija suverenih držav. Še pod vprašanje, ravno v zadnjih dneh se veliko govori o tem, ali naj bi evropske vlade dovolilo uporabo orožja, da se ga uporabi tudi za obstreljevanje ciljev na ruskih tleh. Kakšno je tukaj stališče SDS-a? Ob tem naj dodam, da je Putin zagrozil, pa čeprav je kolega prej dejal, da nismo na radarju, prav malim državam naj pazimo vendarle, kaj delamo. Ja, mi tukaj, kot sem rekla, podpiramo Ukrajino, podpiramo to, da Ukrajini dostavimo orožje, če ne, Ukrajina ne more preživeti brez podpore Evropske unije, tako da upam, da se bo ta podpora, kakor je bila izkazana takoj na začetku, mislim, da je bil to en zelo dober znak, pa nekako prvi odločen odziv Evropske unije, ki smo ga videli po dolgem času, kar se tiče zunanje politike, da smo res stopili skupaj, pa podprli Ukrajino, da se bo to še nadaljevalo. Kaj pa tarče na ruskem ozemlju? Glede tega, kot sem rekla, podpiramo še naprej dostavo orožja v Ukrajini in to, da se borimo za Ukrajino, ker Ukrajina brani tudi naše vrednote. Tukaj bi jaz lahko še prej, da povem en primer ruskega vohuna, ki je bil prijet v Franciji. To je bil profesor francoskega jezika na univerzi, francoski, državljan Francije in Švice. To je vohun. Hvala. Vaš predsednik stranke, nekdanji obrambni minister, zato tudi to vprašanje seveda vam pa potem naprej, ali Nova Slovenija podpira uporabo evropskega orožja, da se cilja tudi tarče v Rusiji? Vsi podpiramo, da se Ukrajina lahko sama še naprej brani, tako da jo bomo podpirali tudi še naprej. Zdaj, kar se tiče njihove taktike, pa to njihova zadeva, se ne moramo mi v to mešavati. Kljub temu, da smo podvrženi grožnji, da če se bo to orožje uporabljalo tudi na ruskih tleh, da se moramo male države paziti? Sej vemo, da smo del zavezništva NATO, tako da mislim, da bo potem večji problem na drugi strani. Enako vprašanje tudi za vas, gospod Grošelj, kot obramboslovec, verjetno še lažje na to odgovorite, pa vendarle zdaj je veliko debate ravno o tem. Francozi na primer omenjajo, da bo morda treba poslati tja tudi vojake, Nemci so tukaj še rezervirani, kar se tiče uporabe njihovega orožja za cilje v Rusiji tudi, ampak vendarle se tudi tukaj malce mehča. Kakšno naj bo torej, oziroma je vaše stališče in odgovor Evropske unije, vendarle, ko tudi brani Ukrajino? Predvsem se mora Evropska unija glede tega vprašanja poenotiti. Se pravi, če se odločimo, da gremo v to, da lahko se uporablja to orožje, predvsem to gre za raketne sisteme, tudi na ozemlju, ki je nedvoumno Ruska federacija, potem to ne more Evropska unija narediti enotno. Tako da vsaka posamezna država to dovoljuje, ne dovoljuje. To pravzaprav odpira neko vprašanje, se pravi enotnosti Evropske unije. Se pravi, prej je bilo omenjeno, da je Evropska unija nadaljevala enotno in to je bila tista naša moč. Če okoli tega ne bomo enotni, bo pač to jasno sporočilo in jaz mislim, da bi bilo to zelo slabo sporočilo. Torej, v tem trenutku, če enotnosti ni, potem bom jaz rekel bolje, da se tega ne lotimo. Predvsem gre pa zdaj tukaj v tem primeru predvsem za vprašanje ameriške oborožitve, ne toliko evropske, tako da tukaj bo pravzaprav dialog na ravni ZDA in Ukrajine. Zdaj, Rusija je tukaj grozila z marsičem. Jaz ne verjamem, da bi zaradi tovrstnih napadov in porabe tovrstnega orožja prišlo do jedrske eskalacije, čeprav so opet Rusija rožlja z jedrskim orožjem, pa vendar jaz mislim, da tukaj so jasno začrtane določene črte, tako v odnosih med ZDA in Rusijo, pa tudi predvsem prepričan sem, oziroma se ve, da Ljudska republika Kitajska kot pomemben trgovinski partner Rusije tega ne bi dovolila, da bi Rusija uporabljala jedrsko orožje. Tako da seveda pri tem pa je treba vendarle nekaj zavedati. Ukrajina bo pa pri tem morala biti zelo, zelo preudarna, kako bo ta uporabljala te orožje in katere cilje bo napadala. Zdaj, če bo začela napadati to, kar zdaj že se dogaja z ukrajinskimi droni, se pravi tako imen sistem zgodnega opozarjanja za strateške potrebe jedrskih sil Ruske federacije, to je nekaj, kar so tudi Američani opozorili, da naj se ne počne, ker to praktično z tega vidika te vojne nima nobene uporabnosti, lahko pa povzroči neko nervozo pri Ruski federaciji, ki si je ne želimo. Za napade na koncentracije sil pa jaz mislim, da tudi to običajno so koncentracije izven naseljenih območij, torej so to čisto legitimni vojaški cilji.
pa sem spet pri vas in nažalost ali pa na srečo, jaz rečem bolj na srečo pri miru. Veliko govorimo o ukrajinski pomoči, veliko milijard evrov je že dala Evropa, Evropska unija, posamezne članice, tako za humanitarno pomoč, kot tudi za vojaško, predvsem vojaško zadnje čase, pa tukaj res govorimo o stotinah milijonov ali pa milijardah, ampak malo se pa sliši v Evropski uniji o miru. Znova vprašam, kako to? Vsaka vojna se namreč na koncu vendarle konča z mirom oziroma z pogajanji, potem pa z mirom. No? Glejte, jaz nisem specialist za mednarodno politiko, niti mednarodno varnostno politiko. Samo lahko rečem, da ko sem jaz odraščal, ko sem se politično socializiral, je bil to svet, ki je verjel, da je mogoče zgraditi svet brez orožja, ko so se podpisovali mednarodni zavezujoči sporazumi o zmanjšanju arzenala jedrskega orožja, ko smo tudi v Sloveniji govorili o demilitarizaciji in podobno. Zdi se, da je bila to neka lepa pravljica, ki jo v sedanji globalni realnosti pač res z nostalgijo pogrešam. Kot evropski poslanec boste ostali, pa boste začeli govoriti o miru, ker tega pa res v Evropskem parlamentu ne slišimo. Slišimo, da je treba imeti troizmensko delo za orožje. Sami ste omenili 2 hčerki. Jaz imam 3 otroke, 12-letnega sina, 10-letno hčerko, 3-letnega sina. In ne predstavljam si, da jih vzgajam in torej, da odraščajo v svet, ki ga zaznamujejo tolikšne mednarodne napetosti, konflikti, kot smo jim priča v tem času. Želim si drugačnega sveta in res verjamem, da je potrebno duh mednarodnih odnosov napolniti z drugačnimi vrednotami. Je pa na drugi strani res, Ukrajina je napadena država, je mednarodno pravno dejstvo. Ima suvereno in demokratično oblast in absolutno pravico do svoje obrambe. Če lahko seveda, na kratko, da. Zdaj, mi trije smo sicer še vsi vojaški obvezniki, tako da ne bomo to pozabili. Sem tako kot intermeco. Glejte, Evropska unija, govorimo o miru. Ne? Seveda mir je vrednota, ki jo vsi zagovarjamo, tudi Evropski uniji. Ne? In tudi, čeprav se zdaj govori veliko o tej proizvodni vojaške opreme, streljiva in tako naprej. Glejte, mi smo v situaciji, ko imamo v globalnih odnosih vedno večjo željo po uporabi orožja. In to lahko primerjamo recimo z obdobjem v 50. in 60. letih, ki se je nekako zaključilo čisto primerjalno z kubansko krizo. Zdaj, tisto, kar mora Evropska unija zdaj zagotoviti, ne, to se skozi poudarjam, res je, potrebuje vojaško pomoč Ukrajini in tukaj mi ne izpolnjujemo svojih besed. To je treba povedati. Ne gremo o 100 milijardah, ampak tisto, kar obljubimo, ne izpolnimo v celem obsegu, ker tega ne zmoremo. Evropska unija, kar mora narediti, in to se tudi danes bi recimo naše razprave rad bi hotel poudariti, Evropska unija se mora zgraditi kot mednarodno pravni subjekt. Mi to v tem trenutku nismo. Xi Jinping je prišel na obisk Macronu, prišel je k Vučiću, prišel je k Orbanu. Putin se nikoli ni želel pogovarjati z Evropsko unijo, vedno se je pogovarjal z posameznimi državami članicami. In ko bo Evropa močna, gospodarsko, politično, se pravi kot demokracija, tudi socialno kohezivna in bo imela tudi ta vojaški steber, ki pa ne bo dominanten, ker smo vendarle demokracije, bo lahko morala vzpostaviti to ravnovesje za Rusijo, za Kitajsko, tudi ZDA v nekaterih od vedikih, predvsem v teh trgovinskih vedikih. In ko bomo taki kot Evropska unija, potem bomo pa mi lahko začeli vzpostavljati zahteve do svojih teh partnerjev in sprejemati tudi mirovne pobude, začetek procesa razoroževanja, izgradnje, zaupanja. Torej tisto, kar smo recimo gledali, so gledali v 70-ih, 80-ih, ko smo imeli potem sporazume SALT, START, o konvencionalnih silah v Evropi. Ki so zdaj vsi pod vprašajem ravno za to. Teh ni več, zato ker se je pač globalni sistem toliko razrušil, ker kaj, treba je si zavedati, da Kitajska v tem sistemu ni. In zdaj imamo veliko globalno silo, ki ni del nikakršnega sporazuma. To sem tudi na začetku dejal, da Evropa sicer
si želi, da bi bila, ampak zdaleč od tega. Želeli ste repliko, izvolite. Ja, ni to replika kot dodatek. Moramo se zavedati, ko govorimo o zunanji politiki, da Evropska unija nastopa z pozicije šibkosti. Vojaško se zelo naslavljamo na Združene države Amerike, energetsko smo vezani na Rusijo, tako da tudi sankcije nismo jih mogli sprejeti naenkrat pa odrezati Rusijo, zaradi tega, ker Evropska unija se nanaša na Rusijo na tem pogledu. In zdaj z vedno večjo elektrifikacijo, pa vem, da ste imeli prej govora o zelenem prehodu, se pa vežemo na Kitajsko. Tako da zelo težko se potem mi tukaj pogovarjamo o tem, kaj Evropska unija želi, kaj bomo dosegli, kako bomo dosegli mir, če smo mi skoraj na vseh področjih nastopamo z položaja šibkosti. Tudi naše besede imajo potem veliko manjšo težo, če tega ne moramo dejansko speljati. Dobro vod ste bi dali. Donald Trump je zdaj kandidat za ameriškega predsednika znova in na enem od svojih kongresov oziroma tam, ko je naslavljal ljudi, je dejal, da bo pravzaprav podprl Ruse, da napadajo tiste države oziroma da jih ne bo branil, če ne bodo plačevali dovolj denarja v NATO. Vemo, kakšen je ta odstotek. Tukaj sem našel tudi eno zgodbo iz Davosa leta 2020, ko je Trump predsednici Evropske komisije dejal: razumeti morate, da vam nikoli ne bomo priskočili na pomoč in vas podprli, če boste napadeni, in mimo grede, NATO je mrtev in izstopili bomo iz njega. Kakšno pa je torej tukaj stališče SDS-a do te povezanosti in ko se Evropska unija preveč naslanja na Ameriko, se pravi? Če se prav spomnim, je Donald Trump potem te besede tudi vzel nazaj, glede tega, glede NATO. Ampak hočem reči, da Združene države Amerike so definitivno nek naravni zaveznik Evropske unije. Ampak moramo pa tukaj paziti ravno to, da ne bomo mi v podrejenem položaju. In o tem sem prej govorila, da trenutno smo skoraj na vseh področjih Evropska unija v šibkejšem položaju, kakor so pa drugi mednarodni akteri. Pa treba se je zavedati, da na koncu dneva drugim državam, pa naj bo to Kitajska, Rusija, predvsem Brazilija, pa tudi Združene države Amerike, da nimajo interesu, da je Evropska unija šibka. Združenih državam Amerike glih zato ne, ker potem smo mi v podrejenem položaju. Tako da tukaj moramo mi veliko več začeti delati na tem, da se mi sploh odločimo, kaj hočemo doseči v zunanji politiki, tudi mi, kar se tiče vlaganja izven Evropske unije. Se mi zdi, da velikokrat namenimo velike količine denarja, ampak ne vemo točno, kaj hočemo kot rezultat, kako bo. Ko pa naprimer to dela Kitajska ali pa Rusija, je pa to zelo strateško. Nam pa manjka te strategije, kako iti naprej. Enako vprašanje potem pa seveda še na vas. Oziroma, če bi bil Donald Trump znova izvoljen, kako naj se torej Evropska unija obnaša do naravnega zaveznika Združenih držav Amerike? Za Evropsko unijo bodo ZDA verjetno v vsakem primeru en pomemben partner. Zdaj, kaj se bo na drugi strani luže dogajalo, je seveda predvsem odvisno od njih, njihovih volivcev. Potem bomo pa pač mi nekako se odzvali na to oziroma shajali. In tukaj bi jaz tudi poudarila to, o čemer je že Zala začela govoriti, da se mi preveč, se pravi, nismo avtonomni v preveč stvarih in zato imajo potem take stvari, se pravi, predvsem izvolitev določenega predsednika, veliko vpliv na nas ali pa recimo vojna v Rusiji in tako naprej. In tukaj recimo je zelo aktualna recimo zdaj zgodba zelenega prehoda. Spet kot Evropska unija nimamo neke vizije točno, kaj želimo s tem doseči, imamo cilje, kam želimo priti, ampak na kakšen način. A bomo zdaj spodbujali, se pravi, kitajske proizvajalce sončnih panelov in tako naprej in s tem spet predali del svoje suverenosti na njih v tem oziru, namesto da bi se potrudili, da znotraj EU skušamo spet obuditi recimo to industrijo, da se trudimo z domačimi viri, se pravi, bolj zagotavljati energetsko preskrbo, ne pa, da smo vedno samo odvisni. In tukaj pri zelenem prehodu se zdi, kot da samo brezglavo gremo v neke cilje, ne da bi zares imeli vizijo, kako bomo to dosegli, da naša, se pravi, podjetja, kmetijstvo in tako naprej bodo lahko shajali, se prilagajali, ne pa propadli. Omenili ste surovine, vendarle zaostajamo pri iskanju teh po svetu, tam, kamor Evropska unija vendarle pride, ugotovijo, da so že zdavnaj pokupili, nažalost, Kitajci. Vi imate besedo za to, ker ste zdaj na vrsti, pa bomo potem seveda nadaljevali. Vsaj, kar se glede Ukrajine tiče, vsi analitiki oziroma eksperti za ta vprašanja, ki jih spremljam, so enotni, da je vojna v Ukrajini izgubljena. Da je
nekoristno, kakršnokoli še pumpanje z orožjem, in da je zdaj vprašanje samo, kako se bo to končalo. Ta pogajanja, ki so zdaj v tem juniju mesecu v Švici, brez Rusije, so brez vrednosti. Gre za to, da je načrtovalci in podpihovalci vojne, vemo, kdo so izkoristili Ukrajino v upanju, da bodo uspeli ošvohniti Rusijo. In zdaj, ker to ni uspelo, je treba narediti korak naprej. In to je, da se odobri uporaba orožja dolgometnega na rusko teritorijo. Tukaj je bila z naše strani spet ena napaka narejena. Ko je rekel obrambni minister, da mi nikoli nismo pogojevali. Se pravi, lahko streljate kamorkoli hočete z našim orožjem, ki smo jim ga dali. To je netaktna in nediplomatska izjava, ki jo je dal. Po drugi strani pa zdaj odgovor Rusije ali pa Putina, ki je bil včeraj, da za manjše države, to ni bila mišljena Slovenija, ampak baltske države. Tam se zdaj vsa ta koncentracija dogaja in mislim, da če bo prišlo do naslednjega koraka, do novega konfliktnega žarišča, bo prišlo v tem predelu, se pravi v baltskih državah. Poleg tega pa je s tem, ko bo zdaj Trump prišel na položaj, če bo izvoljen, bomo videli, bo prišlo definitivno do sprememb. Ker Amerika tega sama ne more več, tudi ne, ker imajo tako hude notranje probleme, sploh pa, če bo prišlo do oslabitve dolarja. 24. augusta je ta po njihovem, včeraj sem prišel iz Amerike in sem spremljal to situacijo v vseh medijih, karkoli se dogaja. Oni računajo, če bo prišlo do tega, da bo dolar ne bo več globalna valuta, da je to za njih tretja svetovna vojna izgubljena. Se pravi, to je strašno in se ne predstavljajo, kaj se bo zgodilo v svetovnem obsegu, v svetovnem miru, če se bo to res dogodilo. Gospod Grošelj, še eno vprašanje, pa bomo potem tudi ta krog z Ukrajino počasi zaključili. Če se republikanci odločijo to, kar so se odločili, ko so dolgo časa blokirali ta sprejetje svežna pomoči za Ukrajino, pa potem seveda še za Izrael, in če republikanci zmagajo na volitvah oziroma Trump, pa se odločijo, da denarja za Ukrajino več ne bodo dajali. Ima Evropska unija dovolj denarja, dovolj zmožnosti, dovolj vojaških zmožnosti, da podpira Ukrajino naprej? Ne, Evropa tega ne bo mogla prevzeti. Potem se bo zgodil tisti scenarij, ki ga nekateri tudi v tem studiu zagovarjajo. Bi pa jaz tukaj upozoril, da smo neko podobno filozofijo, tudi vi ste prej omenili, smo imeli s tako imenovanimi demilitariziranimi oziroma varnimi conami v Goražde, Žepča in pa Srebrenica. In zdaj, kaj se je zgodilo? 25 let potem še vedno ugotavljamo, kje je tistih 8000 in še nekaj nesrečnikov pokopanih oziroma pokopavamo njihove dele. To je zdaj ta pristop. Zdaj tukaj govoriti, mislim, tudi o zelenem prehodu. Zelen prehod ima ravno to ambicijo, da dosežemo neko strateško avtonomijo. Poglejte, Evropska unija, zakaj ima danes težave? Zato, ker Evropska unija je vedno temeljila na ideji odprte, proste trgovine in poštene menjave z globalnimi trgi. To je bilo tisto, kar je nas naredilo tudi relativno bogato v primerjavi z drugimi. Smo tudi pomagali drugim se razvijati in to je bila neka menjava. Zgaj se nam je zdaj zgodilo, se nas vse te trgovinski tokovi presekali. Mi smo kot Evropska unija vedno verjeli v multilaterizem. V bistvu multilaterizem je tista vrednota, ki je v srcu. In če gledate, kaj so govorili ustanovni očetje Evropske unije, je bilo to sodelovanje med državami. In seveda so države suverene, ampak so del suverenosti prenesena skupnost, ki rečemo Evropska unija. In zdaj Evropa ne bo predala nikomur nikakršne suverenosti. Zdaj, a lahko postanemo avtonomni? Ja, ampak tukaj bi še nekaj rad poudaril. Ključno je treba poudariti, da to, kar danes doživljamo, vse ta draginja, je zato, ker smo mi odvisni energetsko fosilnih goriv, ki jih dobimo od različnih režimov, ki so ravno tako problematični. Tudi za mene, recimo osebno, je Alijev iz Azerbajdžanu ravno tako problematičen, pa se noben ne razburja. Recimo Alijev organizira dogodke v Ljubljani, preko različnih fondacij, pa se nihče ne razburja, ampak njegov vpliv je podoben. Tisto, kar smo prej govorili o teh diplomatskih. Seveda diplomatski odnosi so diplomatski odnosi, ampak tisto, kar imamo mi zdaj problem, je v tem, da imaš nekoga, v tem primeru Rusijo, ki deluje subverzivno. Ona želi zrušiti sistem politične ureditve, kakršnega mi imamo v Evropski uniji in v Sloveniji. V bistvu ruši
direktno našo demokracijo kot tako, naš politični sistem kot tak in ga poskuša oslabiti. In to pa niso več diplomatski odnosi, ampak, če pa zdaj uporabim staro jugoslovansko retoriko, to je strategija posrednega delovanja. Ne? Zdaj rečemo temu hibridno delovanje. Ne? Gospod Frangež, vi ste tudi del Ministrstva za gospodarstvo, zdaj smo pri tem zadnjem krogu, ko bo govora pa še o Kitajski, a ne, se to pravzaprav vse ves čas povezuje. Največja skrb trenutno v Evropi so avtomobili. Ta zeleni prehod, pa potem to avtomobili na notranje izgorevanje, kdaj jih bomo prepovedali, ampak po drugi strani pa, če pogledamo takole, Evropejec si bo z veseljem privoščil avto, ki bo stal 20 000 evrov, če bo električen. Tesla, na primer, ima najboljšo tovarno, ki lahko najhitreje izdeluje avtomobile, to moramo vedeti, to so Američani. Evropejci se pa zdi, da smo v tej bitki pa zaspali. Kaj torej lahko naredimo? Lahko dvignemo carine na uvoz kitajskih avtomobilov, gremo v vojno s Kitajci, zato da ne preplavijo tega trga z električnimi avtomobili, ker za 20 000 evrov si ga bodo kupili. 17% je, mislim, da že ta delež električnih vozil v zadnjem letu. Po drugi strani pa tudi, bodimo iskreni, avtomobilska industrija poganja Evropo. Ne? Ja, in s tem se resnici ljubo kar veliko ukvarjam. Ampak najprej začnem z strateškimi odvisnostmi, ki so se ravno v tem obdobju izrazito izpostavile in so pravzaprav redna tema evropske agende, vse odkar je prvič zmagal Donald Trump v Združenih državah. Takrat se je prvič izpostavila potreba, da se Evropa zanese najprej nase, tudi v varnostnem smislu. Energetska kriza kot posledica vojne v Ukrajini je pa seveda izpostavila potem še celo vrsto drugih potreb. Mi dva oba s Klemnom sva bila zelo aktivna na 3 aktih, ki jih je Evropska unija v tem mandatu sprejela. Klemen v Evropskem parlamentu, jaz na medvladni ravni. To je akt o strateških brezogljičnih tehnologijah, akt o kritičnih materialih in akt, ki je določil strateške tehnologije za Evropo, katerih namen je ravno to, kako se bo Evropa oskrbela z potrebnimi viri in tehnologijami za to, da izpelje svoj zeleni prehod. Zdaj nekateri govorijo o tem, da skačemo v ta zeleni prehod. Jaz mislim, da tega skakanja ne vidim. Žal naša bilanca toplogrednih plinov ni nič boljša, ne globalno, ne lokalno. In dejstvo je, da moramo kot človeštvo tukaj narediti več. Zdaj prehajamo na neke nove tehnologije, kot so na baterijah zasnovani električni avtomobili. Očitno je, da tu vstopamo na teren, ki ga v tem hipu tehnološko in z vidika materialov bolje obvladujejo drugi. In Evropa mora nadoknaditi ta razkorak, čeprav vsi vemo, da je na baterijah zasnovan električni vozil zelo verjetno prehodna faza k elektromobilnosti, ki bo energijo shranjevala na drugačen način. Ali lahko Evropska unija, oprostite, ali pa komisija, ali pa pač, ne vem, instrumenti dajo ogromne vsote denarja zdaj? Vemo, Kitajci so zelo finančno pomagali svojim podjetjem. Vemo tudi, kako je s Teslo. Mi smo soočeni pravzaprav z posledicami evropskih napak. Leta 2008 je bilo evropsko gospodarstvo največje na svetu. Vstopili smo v finančno krizo in desetletje propagirali zgrešeno politiko javnofinančne strogosti, varčevanja, zategovanja pasu. V tem času je predsednik Obama v Združenih državah avtomobilske proizvajalce, velike 3 iz Detroita, pa tudi Teslo, ki je takrat nastajala z začetnim javnim kapitalom $400 milijonov, zalil z denarjem. Ali če bi odpravili da je avtomobilska industrija v Združenih državah Amerike ukrevala, na drugi strani pa imamo seveda tudi Kitajce. Ja, ampak do 2035 smo dali pa v Evropski uniji v tej isti bitki pa neko mejo, ko smo rekli, ampak takrat se pa mi ne gremo več tega, kar znamo pa najbolje. Tukaj nas pa Kitajci niso mogli premagati. Ne? Da, motor z notranjim izgorevanjem, ki je bistveno kompleksnejši kot elektromotor, znamo narediti najbolje na svetu. Pa ga bomo zato nehali. Jaz sem pa tudi prepričan, da ima tako evropsko kot slovensko gospodarstvo svojo genialnost,
da zna iznajti boljše rešitve, zato zdaj rabimo ukrepljena vlaganja v raziskave in razvoj, v strateške tehnologije, ki jih tudi ti akti, ki sem jih omenil prej, omogočajo lažji dostop evropskega gospodarstva do tega denarja. Zdaj pa odgovor na vaše vprašanje. Protekcionizem da ali ne? In če mene vprašate, ne. Ker je to strel v koleno, pa bom razložil zakaj. Samo sekundo. Namreč, če bi mi zdaj prepovedovali uvoz kitajskih avtomobilov, zato ker so kitajski, bi bila to strateška napaka. Namreč, celo vrsto materialov za brezoglične tehnologije, tudi za baterije, na vseh teh vprašanjih smo strateško odvisni od uvoza teh materialov iz Kitajske. Pa seveda, ne samo pri električnih vozilih, pač pa tudi nekje druge. Obstaja pa en mehanizem. In to so evropski standardi. To, kar nekateri tako radi zdaj kritizirajo. Evropa danes vodi po standardih od varnosti do sociale do varovanja okolja. Zanašajmo se na standarde. Pričakujemo, da bo izdelki, ki bodo prodajani v Evropi, v enaki meri upoštevali visoke socialne, okoljske in varnostne standarde, kot pričakujemo od svojih industrij. To govori o sledljivosti vseh materialov, ki so uporabljeni v avtomobilih. Izvolite. Ja, ko govorimo o carinah pa kitajskih avtov, treba se zavedati, da ima tudi ogromno število evropskih avtomobilskih znamk tovarne na Kitajskem in tam izdelujejo stvari. Tako da to je tudi nekaj, kar moramo imeti v mislih, a bomo mi potem svoje avtomobilske znamke tudi podlegli tem predpisom. Dve drugi pomembni stvari pa sta, kar se je rekel, razvoj in inovacije. Združene države Amerike pa tudi Kitajska vedno bolj izjemno veliko denarja namenjata ravno temu, da privabljata najbolj pametne ljudi iz celega sveta. V Združenih državah Amerike mi izgubljamo tudi zelo sposobne Evropejce, tudi Slovence, ker grejo tam, ker imajo boljše pogoje za delo, razvoj, inovacije in se potem tudi tam razvijajo te tehnologije. Isto je sedaj Kitajska izjemno povečala svoj akademski sektor, vlaganje v akademski sektor, v nove inovacije in Evropa, jaz tukaj mislim, da mečkan že zaostaja, ker sedaj vidimo ne samo iz Slovenije, ampak iz cele Evropske unije beg možganov v Združene države Amerike, počasi pa je tudi vedno več na Kitajsko. Ko pa govorimo o kitajskem gospodarstvu, je pa ena stvar, ki pa ne moramo iti mimo, je pa tudi, da njih začenja dohitevati demografija. Tudi Kitajska se stara, vedno večjo starajočo populacijo imamo, kar bo vplivalo na njihove notranje politične procese. Težava je, da bo nas dohitelo prej. Ja, ampak tudi zdaj se že upočasnjuje. Oni so imeli politiko enega otroka, nimajo več tok, zdaj se s tem soočajo, kar se cel razviti svet že kar nekaj let, da njihova starajoča populacija, pa njihova nova populacija, da ne morajo se tega več uravnovešati in to vpliva na njihovo ekonomsko rast, ki se je že začela upočasnjevati. Tudi po predikcijah, ki smo jih imeli pred par desetimi leti, je zdaj veliko nižja, kot se je takrat predvidevalo, da bo. Tako da te notranje politični faktori pa demografija na Kitajskem je ne smemo zanemarjati, ker bo to zelo vplivalo na prihodnji razvoj Kitajske. No pa vendarle nas izjemno prehiteva, gospod Grošelj, je vlaganje, to, kar so zdaj tudi omenili že, se pravi, ena izmed edinih orožij Evropske unije prav to, da sprosti te milijarde za vsa podjetja, ki bi iskala te inovacije, da ujamemo Združene države Amerike in pa Kitajsko in morda malce manj zategujemo tam, kjer smo dobri. Ja, to je zdaj v bistvu Kavelj 22, katerega bo reševal naslednji sklic parlamenta, naslednja komisija. Torej, ni vse tako črno, zdaj to je prvo sporočilo in ljudje zdaj ne padejo v nek strah in paniko, ker res ni tako vse slabo. Pokazalo se, da recimo Američani imajo ogromne težave z infrastrukturo, mi imamo odlično infrastrukturo v primerjavi z Združenimi državami Amerike, vse tiste davčne olajšave, pa ta, ki jih predvideva ta Inflation Reduction Act oziroma zakon za boj proti inflaciji, ki je bil sprejet v Bidenovi administraciji, je pokazal, da se ti potrebuješ na koncu delovno silo in potrebuješ dobro infrastrukturo in tega ZDA v tem trenutku nimajo. Torej, to je njihov zavorni dejavnik. Tisto, kar Evropa ima, in to bo vedno, upam, da bomo ohranili, imamo izvrstno znanstveno-raziskovalne inštitute, institucije, ki odlično delajo. In so pravzaprav, in to je paradoks, ki ga imamo, vir pravzaprav vseh tehnologij. Tudi hitri vlaki na Kitajskem so plod naše tehnologije. Maglov tehnologijo rdečih magnetov smo mi izumili. Tudi vodikove celice smo mi izumili, ampak kaj imamo mi problem? Problem imamo v tem, da imamo še vedno preveč razdrobljen notrni trg in seveda nek start-up
ne bo šel na trg ene Slovenije, potem bo imel pa s storitvami težave v Avstriji, pa v Nemčiji in bo rabo 10.000 različnih papirjev, da bo ta na tem evropskem trgu deloval. In to je tudi Enrico Letta lepo napisal v svojem poročilu. Mi moramo ukrepiti notranji trg, tako na področju storitev, na področju dobrin deluje, in tukaj je dokaz naša avtomobilska industrija, ki je evropska, ki pravzaprav ni več nemška, francoska in tako naprej. Potem malce slabše delujejo storitve, ker tukaj imamo še vedno veliko nacionalnega protekcionizma, tudi Slovenija, tudi Avstrija, spomnimo se zgodb par let nazaj, in pa seveda trg kapitala. In ko bo vse to dejansko enotni trg, bo naslednji izziv pred nami seveda fiskalna unija, se pravi davčno okolje, in pa potem tisto, kar je zelo pomembno, prenos tehnologij. Se pravi, iz tega, kar bomo mi razvijali, kar naši znanstveniki dobro znajo delati, kako to zdaj spraviti na ta skupni enotni trg, 460 milijonov ljudi, ki bo potem lahko omogočil tem malim podjetjem, MSP-jem, startupom, spin-offom in tako naprej, da ne bodo šli v ZDA, ampak da bodo ostali v evropskem prostoru. In to je naš največji izziv, in pa še pri infrastrukturi. Mi moramo ukrepiti investicije v hitre železnice, to sem že večkrat povedal, tudi to sem delal zdaj v zadnjih 5 letih, in pa v magistralna električna omrežja, ki jih moramo bistveno bolj ukrepiti, na ravni držav članic, pa distribucijska omrežja, ki se morajo pravzaprav prenoviti. Zelo dobro povedano. Gospa Katja Berg-Bevc, če bo šla Evropa v to desno stran, kamor se zdaj kažejo predikcije pred volitvami seveda, kako boste rešili ta kavelj 22? Bo to, da bomo lahko vozili avtomobile na notranje izgorevanje, tisto, kar bo kar naenkrat rešilo Evropo? Ja, res je kavelj 2022. Zato, ker tukaj po eni strani se pogovarjamo o tem, a ne smo v neki globalni tekmi. Evropa zelo temelji na demokratičnosti, odprtem trgu in tako naprej. Na drugi strani imamo pa recimo Kitajsko, ki ima nek avtoritarni režim, kjer se recimo pravice intelektualne lastnine, to tam praktično ne obstaja. Obstaja, ima enega najmočnejših sistemov varovanja intelektualne lastnine na svetu, SIPO, se pravi njihov državni inštitut oziroma urad za intelektualno lastnino je eden najmočnejših v Evropi. Mislim v svetu, pardon, eden najmočnejših na svetu, in tisto, kar je treba tukaj poudariti, Kitajska ni več država, ki kopira, ampak je država, ki proizvaja veliko znanja. Na nas pa je, da to znanje znamo doma, ga znamo najti in ga znamo prilagoditi za naše potrebe. In to bo tudi naslednji naš izziv. Tukaj se ne bo več strinjala, lahko da zelo dobro ščitijo svoje. Intelektualno lastnino Kitajci vlagajo ogromno patentov, mi imate Evropski urad za intelektualno lastnino in poglejte, kdo je največji vlagatelj, kdo ima največje patentne družine, boste presenečeni. To nismo Evropejci, niso Američani, so Kitajci. No, ampak ne moramo pa trditi, da niso skopirali kar lepega dela naše intelektualne lastnine, na podlagi česar so potem začeli svoje razvijati. Samo 20 sprememb naredijo, pa je nov patent. Ja, ampak to je... Če imajo pa najmočnejši urad za svoje patente, in pa tudi to pomaga, to pa jasno. Kogarkoli. Mislim pa, da se lahko strinjamo v tem, da naše raziskave in razvoj v smislu čistega, koliko financ namenimo v Evropi, da bi bilo treba okrepiti, zato da lahko pač zdržimo v tej tekmi. In kar se tiče še mogoče, to sem hotela še povedati, se pravi, Kitajska je nek avtoritaren režim, tudi znotraj njih se dogaja marsikaj, tudi genocid tam v eni pokrajini. In zdaj, kako lahko mi tekmujemo pod enakimi pogoji, je pa vprašanje, se pravi, mi smo trenutno še relativno nekako dobrodejni nasproti njima, imamo relativno nizke carine, sploh če pogledamo Ameriko, ampak potem se vprašamo, a bomo na tak način mi res sposobni recimo izvažati demokracijo, če pač po drugi strani uvažamo neke izdelke, ki so nastali v nedemokratičnih režimih. Tukaj je zdaj res vprašanje, ali mogoče naredimo pogoje v smislu, da uvažamo stvari samo, ki so nastale pod nekimi, se pravi, pogoji, ki spoštuje človekove pravice. Pa mislite, da Evropska unija v tem trenutku res lahko postavlja Kitajcem takšne pogoje? Ja, če želimo kakšen uvoz, se pravi omejiti, zato da spodbudimo naše domače gospodarstvo, verjetno se bomo mogli nečesa spomniti. Verjetno si ne želimo, da se naša recimo avtomobilska
industrija, ki je sploh v Nemčiji zelo, zelo močna, uniči na podoben način, kot se je naša vrhunska industrija sončnih celic, recimo leta 2008, ker so potem pač naš trg prepravile sončne celice iz Kitajske in zdaj praktično nimamo več evropskih in domačih podjetij, ki bi to proizvajale. Pod vprašanje pa grem naprej. Omenili ste Ujgure v kitajsko regijo. Je ta genocid Ujgurov bolj problematičen za vas, ker gre tukaj za denar pa za kapital, kot pa to, kar se dogaja v Palestini, ker pač oni nič ne proizvajajo in z njimi ne tekmujemo? To je pa zelo nepravična primerjava, bom rekla. Se pravi, pri Ujgurih se pogovarjamo, da njihova domača oblast to izvaja nad njimi. Tukaj, kar se tiče Palestine, Izraela, smo pa že prej govorili, da je bil povod za odziv Izraela, napad, se pravi, oziroma ugrabitev njihovih ljudi za talce, na kar se je potem Izrael pa tudi prekomerno odzval. Pri tem se pa lahko strinjamo. Ja. To sem vprašal zato, ker se mi zdi, da se v Evropi veliko stvari meri zgolj skozi denar pa kapital, pa pozabljamo na človeške stvari. Še gospod Potočnik, o Kitajski sem vprašal... Ja. Tudi ne smemo pozabiti na komponento recimo socialnih omrežij in vsega tega, ker recimo iz Gaze, Ukrajine in tega imamo zelo veliko poročila, kaj se dogaja. Na drugi iz Konga strani, pa naprimer nič, pa Somalija naprimer se recimo, je začela ali vojna. Pa, če govorimo o Kitajski, tam je zelo nadzorovano, kaj lahko pride ven in tako naprej. Tako da mogoče smo tukaj tudi preveč senzibilizirani samo z določenimi območji, odkudar dobimo podatke, informacije, druge pa praktično za njih ne obstajajo. No, Somalija je tak primer, ko so Evropska unija umaknila vse svoje člane, se je v Evropi o Somaliji nehalo poročati. Gospod Potočnik, o Kitajski sem dejal, kakšno pa je stališče resnice do Kitajcev? Je to partner, je to tekmec, je to dobrodošel partner? Bi se tudi z njihovimi vohuni dobivali? Vsakega gledamo kot partnerja, v vsakem primeru, ker v globalnem smislu Kitajci so naredili polet, bi lahko rekel. Tako da tudi zdaj, na primer, če vzamem primerjavo ceste, ki se gradi od Britofa pri Kranju do Hotemoš 40 let, pa 3 kilometre je. Kitajci naredijo 10 000 kilometrov avtocest letno. In zdaj, če vzamem še en primer, gradila se bo hitra železnica od Los Angelesa do Las Vegasa. In je predračunska vrednost 12 milijard. Če bi vprašali ministrico Bratuškovo, bi to bilo okrog 200-350 milijard ali pa ne vem. V glavnem, Kitajci so definitivno partner, ki tudi našo raven dvigujejo, tako z električnimi vozili in tudi s tem podpiram, da se ne uvajajo nekih dodatnih carin na to, za razliko Amerikanci za 400% dvigujejo zdaj na kitajske avtomobile, ker za $12,000 ga lahko kupaš, Tesla pa stane 50, tako da tukaj hočejo zaščititi svojo tole proizvodno. Mislim pa, da tukaj zdaj na koncu še ena stvar mi je utrnila se v tem delu. Angela Merkel je naredila ogromno za Nemčijo in tudi za Evropo. In ko je ob eni priložnosti izjavila, da Evropa brez Rusije ni Evropa, so potem takoj bile uvedene sankcije proti Rusiji in dodatni ukrepi. In jaz mislim, da bi bomo živeli z Rusijo tudi naprej. Pa ne si bo tudi z afriškimi državami. V Afriki se dogajajo ogromno revolucionarne spremembe. Ibrahim Traore je postal afriški idol, zapuščajo Francozi, Američani odhajajo ven iz Afrike. Kaj se bo tam dogodilo, je še vedno veliko vprašanje. Vendar pa tok front, ko jih je zdaj odprtih, jaz mislim, da ta svet ne premore in se more tako ali drugače zaključiti. Samo na primer proti Rusiji 52 držav se bori. In to ob tem delu, ko je Frangež omenil, 3 otroke ima. In to bi bil nekako nujno potreben ukrep, da se vse stranke usedejo, da vidijo, kje je tukaj Slovenija, kaj moramo narediti za naše interese, kako ublažiti vse te stvari, ki se nam obetajo, če bo zadeva šla v tej smeri naprej.
To mislim, da je to zdaj že skrajni čas in pozabimo na vse razprtije, na vse to, kar je bilo v preteklosti v drugi svetovni vojni in je treba se usesti, razmisliti in narediti strategijo, da bomo sami iz tega ven prišli s čim manj bolečinami. No, to se še v Sloveniji ne moremo, kaj šele Evropska unija, ki je... Zdaj pa, ker smo pri koncu, bi prosil morda samo, če lahko odgovorite pa še zda ali ne, zato da ta stališča, kar se tiče neke skupne evropske zunanje politike, bolje razumemo, smo pa imeli tudi dovolj časa, da smo pojasnili, pa morda kar najprej prvo vprašanje, torej, ali podpirate priznanje Palestine v SDS-u? Bomo šli okrog, ker to so teme, v katerih se bo Evropski unija tudi v novem parlamentu veliko govorilo. Kot sem dejala prej, to je smiselno šele, ko se te dve državi medsebojno priznata. Mi podpiramo, absolutno. Ne bomo nasprotovali, ker ne rešimo ničesar. Da. Ali se v Gazi v tem trenutku izvaja genocid oziroma ali je stališče tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča pravo, ko je zaprosil za izdanje tiralice tako za predsednika vlade Netanjahuja kot tudi za 3 predstavnike Hamasa? Kot so že prej omenila, treba je pogledati celoten kontekst. Izrael ima pravico do samoobrambe in je bil tukaj izzvan. Ne. Zdaj Slovenija priznava mednarodno sodišče, tako da to je to. To je spoštovanje mednarodnega prava in tukaj ni dileme, tožilce to zahtevajo in to je to. Če nas ta odločitev zavezuje in zavezuje nas, ker je to del mednarodnega prava, ki zavezuje Republiko Slovenijo, potem je tu odgovor nesporen, to je da. Še eno stvar bi, tukaj pa seveda lahko, ampak bodimo tudi kratki. Odločitve sodišč so nam všeč ali ne, potrebno jih je spoštovati. Tukaj pa še ena stvar, ki se pa bo verjetno v naslednjih letih razplantela. Tajvan, o tem nismo nič rekli, pa bomo zdaj čisto na kratko, pa vendarle je treba omeniti. Kitajci že nekaj dni izvajajo vojaške operacije, ampak to je tudi že kar stalnost. Na Tajvanu pa je, mislim, da okrog 93% kapacitet vseh svetovnih čipov, če ni čipov, pa ni ne zgolj avtomobilov, ampak praktično tega sveta, v katerem zdaj mi živimo. Torej, če se Kitajska odloči, da priključi oziroma se nazaj vzame Tajvan, odvisno zdaj, kdo to stvar interpretira, kakšno ne bo stališče Evropske komisije oziroma Unije oziroma kakšno je stališče v vaši stranki? Naš predsednik stranke je takrat, ko je bil še predsednik vlade, jasno povedal, da mi bomo spoštovali odločitev Tajvana, če je to neodvisnost, potem to, če pa želijo biti del Kitajske, potem pa. Prav tako. Ja, torej, ko se bo Tajvan odločil, se imajo volitve, tako da potem mi samo to priznamo in sledimo. No, sej Tajvan je kar odločen, sej se ne želijo nazaj združiti, ampak Kitajci... Tajvan je demokracija, se pravi, Tajvan ima to pravico do samoodločbe. Ni črno-bela zgodba na Tajvanu, tudi so zagovorniki združitve. Tisto, kar mislim, da mora biti popoln interes vseh, je, da do te združitve ali kakršnegakoli statusa, ki bo dogovorjen, pride brez uporabe sile. Soglašam, bi pa samo odgovoril še na eno tezo, ki je bila postavljena prej. Namreč zdi se, kot da v Evropi obvladuje motorje na notranje izgorevanje. Težava je, da ne obvladujemo goriv, ki so za to potrebne. Vsak dan, vsak od nas in naših družin po Sloveniji in po Evropi plačuje veliko denarja za to, da vzdržuje eno od ključnih strateških odvisnosti Evrope in to je odvisnost od fosilnih goriv, ki pa jo kupujemo tudi od mnogih nedemokracij po svetu, pa očitno koga to tudi ne more. Ja, ampak tukaj je treba reči, da tudi kar se tiče baterij za električne avtomobile, smo pa zelo vezani na Kitajsko. To sem prej sam priznal in zato tudi povedal, kaj je prava pot. Krepitev suverenosti na področju strateških tehnologij, tudi baterij. Ogromno vložila v baterije, imamo konzorcij baterijski, ki dela zelo dobro, rezultati so zelo dobri in jaz mislim, da je to dober primer, kako lahko Evropa reši marsikatero odvisnost, da pozabljamo pri električni mobilnosti, da imamo tukaj še vodik, in da Evropa tukaj ima dobre raziskovalne programe, ki bodo rodili dobre sadove. Jaz bi sam to rekel en primer, sončna elektrarna 20 let nazaj je bila eksotika, danes ni več eksotika in tehnološki napredek razvito naprej. Poglejte, 5 let nazaj smo govorili o sežigalnicah, danes imate za pirolizo, sežigate odpadke, dobivate vodik in dobite grafit oziroma grafit v trdi obliki, ki ga lahko uporabite kot gradbeni material. Se pravi, tehnološki napredek v Evropi gre naprej, je zelo hiter in ne bodimo preveč statični in gledamo, kaj nam pravzaprav znanost lahko vse ponudi. Tukaj se strinjam, glede tega, da rabimo več inovacij, ampak če bomo pa tudi šli v popolno pot elektrifikacije in vsi na avtomobile, pa tako je pa treba tudi razmisliti, kje bomo dobili to elektriko, kar je pa tudi velik problem. No, tukaj bom pa še vse malo poniral, spomnimo se spopada med Edisonom pa Teslo.
oziroma Westinghousov na Teslovi strani, ko smo imeli izmenični pa enosmerni tok, pa je Tesla rekel izmenični tok, Edison je bil močnejši, države, ki so šle na izmenični tok, so danes med bolj razvitimi. Tako da, gledajte, dileme okoli elektrike so vedno obstajale. Nikola Tesla, ki vam pa je za enega največjih umov sveta, je pa rekel, da je prihodnost človeštva vezana na elektriko. In prihodnost človeštva, verjamem, je tudi v močni enotni Evropski uniji, ki vendar je nek svetilnik tega planeta. Hvala vam vsem, da ste prišli, za vaša mnenja in stališča in seveda vso srečo na volitvah, ki se zdaj pa že počasi približujejo. Hvala. Hvala. Vam pa seveda tudi najlepša hvala, da ste bili z nami. Upam, da ste vendarle dobili nekoliko širšo sliko o dogajanju v Evropski uniji, pa tudi po svetu in da ste še bolje spoznali tiste, ki jih boste volili. Zdaj pa lahko rečem le še to, da nas čaka zaključno soočenje in ko ga bomo imeli, vam seveda razkrijemo tudi to, kakšna so tista celotna stališča vseh strank, kajti zdaj smo jih malce razdrobili, ampak na koncu vendarle odloča celotna slika. Hvala vam in lep pozdrav do naslednjič.